Da mi povej, za naslednjo sezono je naš italijanski sosed dal novo opremo ven. A si kaj pogledal Campagnolo? Ja, to moram razočarati, nisem kaj dosti gledal. Okay. Ti povej kaj več. Mislim, jaz sem itak Campa fanboy, Ja, tako da kar se tega tiče, ni mi všeč, da so shifterji zdaj, da sta oba dva kle. To niti ne vem, a si videl, ne? Se pravi, na ročki imaš v bistvu tako kot pri Shimanu. A ja, ni več tega zgornjega, to ni več kampa pol. Ja, A res, a kaj? ja, Pa zdaj spet ne veš, kaj si pritisnil. ja. A veš, kolikrat zamočeš na Shimanu, sem se jaz že mnogokrat zajebal. Ne? Jaz isto pa ga zdaj vozim že koliko, 2 let imam Shimano gor. Ja se ne, pač, pa ni hujšga, ne? Ni hujšga, kot da pač vržaš v težo, ko hočeš že to lažje, da si da lepam 2 pretežko, ne? Ja, tako da to je ta prva stvar, zgleda ful glomazen. Se pravi, menjalnika sta oba dva tako pač ful velika. Sploh jaz sem gledal en video, ki sem ga tudi dal. Ker imajo baterije noter, menjalnik. Ja, ker je baterija noter. Tako da iz tega vidika mi ni najbolj všeč, ampak še vedno, če gledam overall, kako sem se jaz prej vozil s Campagnolo, pa kako mi je zdaj Shimano všeč, ne vem, meni se zdi, da predstavlja itak vse. Sploh zdaj glih na temo Time Machine od Bena O'Connorja je že ta nov EPS gor. Ker vsi, ki so testirali, so rekli, da kao, da ne dela toliko v redu, da pod pritiskom, da kao, da ne bi toliko v redu delali. Sam meni je čuden, pol tudi profi bi večinoma zdaj vozili še ta star EPS, ne bi že s ta novim se Ja, ne, vozili bi tisto, kar jim dajo, ne? Pa ja, pa se unga so itak imeli, ne? Ja, mislim, pač rečeš, to moš voziti. Mah, Kako bi pa to izgledalo, da imaš novo kampo, pa Sam, pa... če se boriš so oni, ja, Bog pomagaj, ne? Mislim, se tudi Nibali, ki je imel kampo, pa je šel, ne vem, na Tour de France, ne, na Paris-Roubaix, je pol dal mehansko grupo gor. Pa je bil EPS zunji, ne? Ja, mislim, odvisno, kako so zdaj zmenjani, ampak... Ne vem, pač tako, kaj jaz gledam, si mislim, ok, zgleda, da dela, da ni tak problem, ampak se bo cajt pokazal, ker zaenkrat vsi, ki so delali kvazi review, je bil 2 ure so se vozili na unmu bajku, ki so ga že prej eni vozili in pač ja, in je to. Se pravi, noben ni ga zdaj tako, da je že kupil, pa ima to grupo, pa se fura znova, ne. Ja, se ni mogel tega narediti, če je to ja, malo časa zunaj. Tako da ne bi prišla, ne vem, tam od avgusta dalje, ne bi na serijsko na kolesih tudi že bila, saj unite prvi, se veš, kaj je Eurobike, ponovno tam avgust, september začnejo te bajki prihajati, tako da se po moje pol se bo videl. Sem pa slišal, da je ekstremno draga. 5200. Sej za kampo. Ne, jaz sploh že pri cenah, sploh jaz nisem več presenečen, ker če gledaš, meni se zdi, da je že skoraj čisto vsem kakšno ceno da kdo. Jo, če vse ne, dražje da boljše, ne? Ja, mislim, določenim, ki kupujejo ta razred kolesa, ja, mu je načeloma vse da 14 da 15 virjev. Saj tako pač jaz gledam. V Sloveniji imamo mogoče malo drugačno mentaliteto, ker kupujemo dražje stvari, kakor si jih lahko privoščimo. Saj nekateri smo taki, ja. Ampak po večini, če gledaš pa tujino, pač te, ki kupujejo dogme, to so ljudje, ki imajo pač to gnarja, ne vem, doma ima par Porschejev parkiranih itd. Ja, tam je malo drugačno. V Sloveniji smo bolj taki, se furamo z neko kripo, pa bomo imeli ta najdražji bajk. Vse zakaj pa ne? Ja, ne mislim, se ni nič narobe, ampak pravim, da zaradi tega mi gledamo toliko na to ceno. Mislim, kupna moč je na splošno manjša, ne? A veš, šokantno je, da nek Švicar, ki zasluša enkrat več pri tem, kar ti delaš, a veš, ima na tržišču iste bicikle, kot ti po isti ceni, a ne? To je zelo, ti si malo žalostno postaneš. Ja, no se, in glih o tem govorim, da načeloma v Sloveniji imamo pač zelo specifičnega kupca, medtem ko v tujini, mislim, da oni, ki gledajo ta višji cenovni razred koles, da se ne obadajo toliko s tem, njime bolj pomembno, da jim je všeč, a jim pač tako določene, se pravi, hodijo v samo eno štacuno,
zato ker sploh v tujini so trgovine take, da nimaš v eni trgovini dobiš to, v drugi trgovini dobiš to, ok, imaš neke plašče, te basic stvari imaš povsod, ampak kar se tiče pa brandov, ti ga ne boš dobil kar v vsaki trgovini isti brand, kot je pri nas. Ja, se to je pri nas grozen postalo, pa vsi se pritožujejo, veš. Z vsakem, ko se pogovarjam, da imam 10 znamk koles, same težave imam s tem, zakaj jih pa pol imaš, a ne? Ampak najbolj zaradi tega, ker bi kupiti znoro, ne, če bi imel tam samo eno firmo biciklo. Ja, ne vem, ljudje, ne vem, možno, da imajo radi vse tam na izbiro, ne. Pismo, jaz, ko sem bil v Maxi Sportu, še, pač tam smo imeli sam Pinarello na koncu, zadnje 2 let mislim, da ko sem bil, pa let pa pol, in pač ni bil problem, pač to ja, imaš. Ja, sam od gum ste imeli pa vse, a ne? Ja, Victorijo pa imeli smo še 4000, to je to. Ja. Tako da ni bilo spet, pač ok, gume so mogoče, so bila samo rudna. Maxi Sport je pač izjema in to cenama, ne? Ampak ne, marsikon drugam, ko pa prideš, pa tam samo gledaš, vse lahko kupaš, a ne, v eni trgovini. Kar je po eni strani čisto simpatično, po drugi strani pa, mislim, da ful imaš težav zaradi tega kot trgovca, ne, z vsem tem se ukvarjaš, ljudje ti nazaj neke reklamacije nosijo, pa to na različne naslove pošiljaš, pa... A veš, kaj zmaga vidika, še večji problem? Znanje, ki ga moraš imeti kot trgovc, da ti pravilno svetuješ. Ti greš tam iz otroškega kolesa, greš na e-bike XY firme, greš na specialko, ki je naslednji kupec, pa boš spet na nekega freeride gorca, da boš ti vse vedel vsak let, ki se kaj imena v vseh teh stvarih, vsaka čast trgovc, ki to ve, da ne rab gledati, da nima samo njih basic stvari, je, mislim, to je že, mislim, ful nekih stvari, ki se, ne vem, se obroči imena, se uno, 3, in da ti vse veš, in to je meni tako, je bil mogoče razlog, da se je takrat šlo tudi sam na, ok, sam Pinarello, to je to, ker v te stvari dosti veš, in pol si lahko pogledaš, konkurenčne stvari moraš še vedeti, ne, se pravi, približen geometrijo drugih znamk, velikosti, da veš te stranke, ki pridejo, ok, imel sem pa ta bajk v te velikosti zdaj, da mu veš svetovati, kaj je tam. In je pač čist drugače, kot že ti za vse gorce ali pa za vsa električna kolesa z baterijami, z head unity, kje daš to vse vedel, kot trgovc, pa pride noter kdo, ki je naučen, pa on ve več kot ti. In pol si kaj, pol lahko sam rečeš nič, da moram si pogledati na računalnik, zato sem sploh vedel, kaj govorim. Ja, in pol se mi malo pritožujemo, vse ne vejo, kaj prodajam, ampak imajo res težavo. Tudi ne vem, če imaš 10 firm različnih plaščev, se tudi neke manjše količine kupuješ, na koncu to vse dražje pride, a ne? Za kupu 500 plaščev, ena marke kupaš po 100 od vsake, a ne? Ja, no, tudi zato so meni veliko bolj simpatične neke te manjše trgovince. Meni je bilo Dubaj in Singapur mi je tako, mogoče sploh, ne, pa saj Singapur je bil isto. To mi je najbolj všeč koncept, ki ti prideš v štacuno, ta prva stvar, živijo, boš kofe, boš vodo. To je bilo tako. Če je bila malo boljša trgovina, je bil to ta prva stvar, ki si jo dobil, sploh ne, kaj rabaš, ali sploh vejo, boš kaj kupil, ali noš nič kupil. Te je to uvedel v Sloveniji, ti bojo sam še na kavo hodili, potežili. Ne, pa se ni problem. Ja, ti imaš trgovine, ki bi prodajal zračnice po otroške sedeže. Imamo zračnice v Vitoriji. Otroške sedeže? Ne. Poganjavčke? Ne. Da, vidiš? Ne, pa se tudi tam, to so štacune, ne vem. Ena, rečemo, imela samo Panormal, 3 te bajke, pa še eno znamko, ko se zdaj enom spomnil, imela je coffee shop. In, veš, in to je pol neki, ki gradiš ti nek community, ki se folk pač najde tam noter, ne. In isto, ne vem, ta Wolfis, ki imajo kolnagote, sploh ne vem, kaj imajo. Vem, da imajo Asos isto, pa to je isto v Dubaju. V Singapurju, pri teh, ki sem bil, ki imajo faktorje. Pač to so same taki, pač, ki imajo res brende, ne. In ti, ki prideš noter, si postrežen tako, ki pač za moje pojme moraš biti, ki prideš ti v neko trgovino, ki si pripravljen zagoniti in od rečva 3 urje pa gor za bajk. Pač, ki itak veš, da ki pride en tak, ne vem, že
za moje pojme, ne vem, če si nov kolesar, ko prideš nekam, ti ga kupaš kolo, mislim, se moraš imeti čelado, očala, za oblečt. Še enkrat toliko zapraviš za opremo. Ja, zadnje robe. In pač si mora človek zate cajt vzeti. Jaz se sploh ne predstavljam, da se zdaj loteš tega športa na novo, ne. Zdaj kupaš bajk, ampak vse ostalo pa že imaš in sam tako malo rotira, zdaj pa. Stavljaš? Ne. A ne, gledaš une, zdaj čevlji stanejo 400 €, čeladi 300. Ta novi odberka čevlji. Ja, a so že, smo to jaz sem jih videl. Mislim, sem posnel video in to bo moje edini produkt v zadnjih parih letih, ker sem ga videl, da sem bil res kot otrok v slaščičarni, se me nasmejal, pač to so čevlji, ki je pač uno, ki jih držiš v roki, pa tako še uni pomanjkljivosti, ki so imeli pri prvemu modelu, ne vem, saj kletko, saj jaz, ki sem jih videl, ne zvijajo se, lahki so ful, pač zdaj testiram, pač ta nek umesen model sem vozil zdaj in že te so mi v redu, tako da to, kar so dali zdaj ven. Da bo Gravel čevelj naredil? Sem Gravel, bajk whatever. Ne vem. Samo to plat mora gor nalimat, vse isto. Se mogoče bojo kaj v kratkem dal ven, ampak ta čevelj je... Mora malo nadlegovati začeti, jaz Jureta. Evo, tukaj boš po mojem bolj Andraža. Andraža. Ja. Jure je za druge stvari. Njega ne poznam. Pri Jure to začel. Ja, to, kukor ima Jure dela, da verjamem, da boš delač pršel. Nadlegoval ga že lahko. Nadlegujem ga lahko, ne. Ne, sam so res, čevlji so fakt. Jaz bom ful začuden, tudi če cena 500 €, bom začuden, če teh čevljev ne bojo ful prodali. Ker je, ko ga vidiš čevelj, v vsaki štacuni, ki ga bo imel, ki ga bo hotel imeti, sem 100%, da ga bo kupil, če bo le noga v redu šla noter. Kako ima pa za en sistem teh klipsen? Ja, imaš isto, ka boa, kva so Atai ali neki tasga. Vem, da to je imel. Pa imaš pa še vazalke. Ja. Pa imaš pa še dva zunanja sistema, se pravi, imaš usnjene pa perforirane. In usnjeni so... Usnjeni so kar pornič. Ja, imaš sam zlep vreme lahko, ne. Jaz se ne skiram. Mislim, se imaš lahko tudi za grd vreme, samo moraš takrat, če te zmoč, moraš nabasati noter kar orang časopisa, da jih skup ne potegne, ne. Sej to, ne. Jaz pa pridem po dežju, pa... Ja, pa vzameš perforirane, se isto. Ja, se pravim. Ledra ste ima zlep vreme, ne. Ne, ampak ja, uni čevlji, saj meni so... A veš, koliko je Javšec rekel, ga dobro poznava, ko se s tistimi 85 mm ali koliko 90 neke brutalne tele, lightweight imel, sem rekel, ti, kaj pa veter, pa to prav. Gospodje, se ne vozimo v vetru, ne. Evo, točno prav imaš. Ja, ne, to sem jaz, ko sem bil predzadnje na Asosom mitingu, 2017, mislim da, tam nekje, ali pa ne še prej mogoče, je imel glih Roach, se pravi, takrat še ta glaven, je imel, mislim da je bil 105, ta najviše od, ne vem koliko so bili visoki, ampak bili so, ne vem, ful visoki, pač to, ko gledam, kle 65, ki so tako pol nižje. To je bilo, ne vem, 2.15, tam 2.16. Vsi ste že malo tako, ne? Ko oni spoileri na Peugeot 206. Sam, ki si ga pa videl njega tam gor, pa kako se je spuščal, pa to si jo sam rekel, mora biti nekaj posebenega. Saj tudi, če veš, da ni obroč optimalen, ne? Sploh za uno gorovje tam, ne? Ker smo sam gor pa dol. In sam, ki pa, pač moraš biti, za pogledat mora biti tako, ko se zagrene.